hipnotični izziv, dan 2. Kako sem vas delal včeraj? Ste dobili nekaj novih informacij o hipnozi in samohipnozi? Ste ozavestili kakšen nov vzorec? Ste ozavestili kakšno novo prepričanje ali pa sugestijo, ki si jo dostakrat ponavljate in vam ne koristi? Kajti to je bil namen včerajšnjega prvega dneva, ko smo bili skupaj. Se že veselim slišati, kdo so tisti, ki so dobitniki. Kajti veste nekaj, da čisto vsak dan tega izziva bom podaril nekomu knjigo, nekomu, ki sodeluje. Tisti, ki včeraj niste bili z nami, si lahko pogledate posnetek, kar pomeni, da greste si pogledati prvi dan izziva, napišete potem seveda na mail info@mastermindacademia.com eno sugestijo, ki si jo dostakrat rečete, in v nadaljevanju še nekaj, kar sem povedal v posnetku, tako da si lahko ga pogledate zdaj. Zato je fajn, da pogledate prvi del tega izziva. Mi pa danes gremo naprej in nadaljujemo z našim delom, spoznavanjem hipnoze in spoznavanjem samohipnoze. Danes predvsem bomo govorili o lokaciji, danes bomo govorili o drži in danes bomo govorili tudi o neki glasbi, ki vam lahko pri tem pomaga. In imel bom za vas izziv. Zato ostanite z mano do konca in seveda hvaležen bom za vaše povratne informacije oziroma vaš feedback. Zdaj, najprej še nekaj mitov o hipnozi in samohipnozi. Prvič vas prosim, da ko gledate te stage oziroma odrske hipnotizerje oziroma ko spremljate razne televizijske oddaje ali pa filme, ne verjeti temu. Jaz sem v resnici dostakrat prav nasprotnik vsej tej hipnozi, ki zavaja ljudi, ki škodi ugledu prave, resnične hipnoze. In vi veste nekaj, da vsi ti ljudje so zavedno tja šli, da sodelujejo. Katerkoli bi se lahko zbudili, odprli oči in bi rekli, tega ne bom naredila. In so tam zavestno v tem hipnotičnem stanju, kjer potem prestrašijo marsikoga drugega. Strahovi, ki jih ima ljudje, preden grejo v trans ali pod neko transično stanje, so včasih, joj, kaj pa, če se ne bom zbudila? Joj, kaj pa, če bo ta hipnotizer izvedel nekaj o meni, kar ne smem? Kaj pa, če to nekaj negativnega? Danes imate ljudi, ki prav negativno govorijo o tem, da hipnoza je nekaj škodljivega, da tega ne smete delati, da to naša religija prepoveduje in tako naprej. Kljub vsemu, da ti ljudje, in upam, da ste to včeraj dejansko doumeli, doživljajo 24 ur na dan. To meni ljudje rečejo, hipnoza ne bom nikoli uporabila, ker je nekoristna ali pa nevarna, in cel dan, 24 ur na dan, sami sebe hipnotizirajo. Samo temu ne rečejo hipnoza, rečejo, jaz se kdaj pogovarjam sam s sabo, pa imam časih danes kakšno svojo misel. A vi veste nekaj, da te misli vplivajo na vaše vedenje in to je samo hipnoza. To je v resnici programiranje svojega uma. Ko sem pred časom se pogovarjal z mojim prijateljem, znancem, je mi razlagal, kako je cel čas, ko je bil na postu, 7 dni, je cel cajt mislil na pico. In potem o polnoči, ko je v koncu posla, začel jesti pico in sem mu že rekel, da to je nevarno, to je škodljivo. Ja, in hvala Bogu, da ni nadaljeval s tem in tako. Vendar hotel sem reči to, da on je cel čas sebe hipnotiziral in potem je posegel po tej pici. In tako mi počnemo, mi hipnotiziramo sami sebe cel čas. In vsi ti miti, joj, kaj če se ne zbudi, kaj če me to zlorabi, kaj če bo nekaj proti moje volji in tako naprej, so samo miti. Mi smo svobodni v temu, da sprejmemo našo odločitev. Mi sami dovolimo, da nas drugi programirajo. In to bi jaz rad preprečil. Zdaj, danes bom v tem našem druženju govoril o temu, da ko boste šli in delali svojo samohipnozo in vas bom prosil, da res naredite kratko samohipnozo danes, vam bom dal sam nekaj navodil pri temu, vas vabim, da pomislite najprej na spremembo, ki bi jo radi naredili pri sebi. Recimo, da bi radi nehali kaditi, ali pa da bi radi jedli bolj zdravo,
ali pa da bi radi se več gibali, ali pa da bi radi postali bolj samozavestni, ali pa da bi radi, ko srečate nekoga, ki vas spravi ob živce, da takrat boste drugače reagirali. Zberite nekaj enostavnega. Mogoče imate kakšen strah pred letenjem, kačami, pajki, nastopanjem, kamero. Ni važno, zberite nekaj enostavnega, ker se lahko za hipnozo relativno hitro reši. Ponavadi v eni seansi. To je prednost hipnoze, da vas dejansko lahko zelo hitro prepelje v neko spremembo ali pa neko spremenjeno stanje. In potem, ko imate idejo, kaj boste počeli, torej zberite nekaj, karkoli ste se odločili, da boste zdaj uporabili hipnozo. Dajte nekaj najprej na sebi. Mi seveda lahko pomagamo drugim, ma znotraj tega 5-dnevnega izziva bi rad predvsem dal več poudarka na vas, na samo hipnozi, na delo na sebi. Ker jaz recimo uporabljam samo hipnozo od trenutka, ko sem jo prvič slišal za njo in se navdušil nad njo, začel prebirati knjige in imam res veliko knjižnico hipnotičnih knjig, ki jih počasih tudi na delavnico prinesem nekaj pokazati in ogromno delavnic. Poznal sem večino teh hipnotizerjev, ki so bili učenci Miltona Eriksona, najbolj znana hipnotizerja vseh časov. Poznal sem tudi učence ostalih, ker to so ljudje, ki niso več živi, ki so dejansko hipnozo dali, da je danes nekje ena izmed vodilnih področij osebnostne rasti. Če boste srečali tehniko, ki funkcionira in deluje, jaz vam garantiram, da uporablja neke hipnoze, ki se ne reče hipnoza v ozadju. Meni je smešno, da včasih poslušam prodajalce in rečem, to uporabljam, niti ne vedo, da uporabljam hipnotične jezikovne vzorce. Poslušam vodje, kaj počnejo v svojih nagovorih za svojimi sodelavci, hipnoza, 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 posod je hipnoza. Sam temu se ne reče tako. In to bi rada tudi vi počnete na dnevni bazi, ker s tem reprogramirate sebe. Zdaj, če boste enkrat to naredili, kot da bi šli še enkrat v fitness, ali pa enkrat si umili zobe. To je hipnoza in predvsem samo hipnoza zahteva tukaj umivanje zob. Vsak dan malo časa, ali pa relativno malo časa, vendar konsistentnost, konstantnost. In potem boste dosegli rezultate, ki bi radi dosegli v svojem življenju. Ja? Danes smo rekli, da imamo v tem našem drugem delu izziva, imamo pomembno stvar, da si izberemo prostor doma. Zdaj, če nimate dosti prostora, bi vseeno rad, da si izberete en kotiček. Preferenčno, če nimate hipnotičnega stola, zdaj jaz imam hipnotični stol, enega imam v mojem studiu v službi, enega imam doma in se spomnim že pred časom, ko je bila neka akcija v Lesnini, se spomnim, sem šel tja, sem rekel, wow, ta stol bi jaz imel, to je hipnotični. To temu rečemo zero gravity stol, ker tako sedijo tudi vesoljci, ki grejo v vesolje na teh podobnih stolih. In ko pridem jaz domov s tistim stolom, ki je bil rdeč, reče moja žena, to je hrd stol. Res je prav tak živ rdeč, ker ne paše nikamer. Jaz sem moral najti nek kotiček in tam imam ta stol. In ne nekjer viden, če kdo prije k nam. Tako da, če boste prišli kdaj k nam na obisk, ne boste videli tega stola, jaz sem moral malo skrit. Ja? No, in potem, to je moj kotiček. Če tega stola nimam, ko potujem, ali sem nekje drugje in bi rad naredil samo hipnozo, je čisto v redu navaden stol, ali pa da sedite nekje na istem mestu. Tudi če sem nekje, recimo en teden, ja, ko sem prostovoljec pri Tony Robbinsu, ali pa pri Richard Bandlerju, ali pa ko predavam v tujini in tako in sem tam več dni, si izberem en prostor in potem v tistem prostoru izvajam to. Pomen istega prostora je podoben kot pomenu tega, če ste šli daj v kakšen sakralni objekt. Recimo, če greste daj v cerkev, ali pa če greste kamorkoli drugam, kjer se izvaja neka pozitivnost, meditacija, molitev. Ker to je vse hipnoza, samo drugačne nalepke dajte mu. Boste tam dobili neko drugačno energijo. Boste tam dobili že a priori nek mir, sproščenost, nekaj, kar se programira Doskrat ljudje grejo na razna romarska središča in tam doživijo neke čudeže, ko čudežno ozdravijo, ko se spremenijo. In deloma je tudi zato, ker tam je drugačna vibracija, drugačna energija.
ker toliko ljudi vibrira in pusti nekaj za sabo. In to se isto tudi pri vas doma dogaja. Vi se morate zavedati nekaj, da če je v okolju, v katerem živite, nenehen prepir, nenehna negativnost, da se to tam v prostoru pusti, ostane za vami. In s tem, ko se to pusti in ostane za vami, negativno vpliva posledično za vas. Ljudi, ki recimo zbolijo za rakom ali pa neko hudo bolezno in prav rečejo jim, zamenjaj okolje v celoti. Pusti za sabo vsa negativna sidra, ki jih imaš doma, v službi in tako. In potem se dostikrat zgodi prav to, da zdravniki so presenečeni, kako se je to zgodilo, ker ljudje grejo v drugo vibracijo, v drugo to. Zdaj, ne bom zakoral s tem, ker to ni moje področje in če tukaj imate kakšne izzive, prosim, poiščite strokovno, zdravniško, uradno, medicinsko pomoč in tako naprej. Jaz vam dajem samo primere, ki jih slišim od mojih tečajnikov, od ljudi, s katerimi sodelujem in tako naprej. To je, izberite svojo lokacijo, svoj prostor. Ko jaz to počnem in v živo tudi demonstriram pol razne drže. Zdaj, tukaj, ko smo pred kamero, moče imam malo omejen prostor, a bom vam ne še jutri, to pa je pojutrišnjem, ko se srečam, vam tudi pokazal eno konkretno indukcijo, ki jo počnem in nek uvod v to in konkretno sugestijo za spremembo. Vendar za danes vas bom prosil, da naredite nekaj, kar bo vplivalo na to. Tako da, če nimate zdaj hipnotičnega stola, prosim, ne iti na posteljo, ker tveganje v postelji je to, da boste šli prehitro v neko globoko spanje, oziroma mi vemo, da imamo beta stanje, to je budno stanje, ki ste zdaj, potem je alfa stanje, ki je tak dosti rahel trans, potem je recimo teta stanje, ki je malo globji trans in na koncu delta, ki je spanje, ko spite. In tega spanja v povprečju niti nimate tako dosti. Vi mislite, da spite skozi nepretrgoma, pa če bi zdaj miril vaše možganske valovanje po noči, ko spite, bi videli, da greste včasih tudi prav v alfo ali pa celo v beto. In takrat se spomnite, ne vem, se zgodi, da nekdo pride mimo, kaj te znam, nek avto, pes začne lajati, na WC rabite, karkoli se zgodi, ko se zbudite ali pa je hladno, nek zunanji državi lahko, ali pa tudi notranji, nekaj tazga sanjate in takrat greste v teh možganskih valovanjih više. In zato prosim, da ne zberete zdaj postelje, razen, če nujno rabite pa še malo počitka in da boste najprej začeli nek trans in potem hipnozo in potem še naprej. Ok, imamo stol. Potem vas bom prosil, da se naravnost usedete. Ja. In potem vas bom prosil, da roke položite, tako naravno sedim, na noge. Tako dol lepo, da ste udobno roke na noge in zaprete oči. In to je drža, v kateri boste lahko se ukvarjali sami s sabo. In dajte biti pozorni nekaj trenutkov samo na dihanje. In kaj boste pri tem dihanju opazili, je, da enkrat dihate skozi eno nosnico, enkrat skozi drugo nosnico, enkrat skozi obe nosnici in sam to počnite nekaj trenutkov in v tej drži vztrajite. Kar pomeni, da 5 minut, to bo naloga, ki jo vam dam danes, izziv današnjega dne, 5 minut zaprti oči, negibno, ne smete odpreti oči, ne smete premakniti rok, ne smete premakniti nog. 5 minut negibno, opazujete vaše dihanje in mislite na spremembo vedenja, ki bi jo radi naredili. Na spremembo vedenja, ki bi jo radi naredili. Danes govorimo samo o drži. Ja? Jutri govorimo o indukcijah in čez 2 dni sem že prej rekel, da bo naša naloga, da gremo neko posebno indukcijo in malo terapije, kako delamo terapijo in na koncu mi bo ključna stvar tudi avtopilot. In to bo naš zadnji dan izziva. Ja? Torej, kaj vas bom danes prosil, je naslednje. Danes vas bom prosil, da ko boste razmišljali o tej cilju, in to tega ne še narediti zdaj, dokler smo skupaj, dajte biti z mano in potem se lahko zaključimo, vas prosim, da ta izziv naredite. Ja? Bomo zaprli oči, pozorni na dihanje nekaj časa, ne gibni boste, na stolu, na tleh, lahko tudi sedite na postelji, zaprtimi očmi, bi rad, da mislite na to, kar bi radi uresničili. Na novo vedenje, na vaš cilj. In sam to počnite 5 minut. Zdaj, ko govorimo o glasbi, jaz vam dam tukaj lahko en kup idej.
Kar pomeni, da greste na YouTube in napišete recimo Alpha Music ali pa Alpha Waves Music ali pa Theta Music ali pa Theta Waves Music in tako naprej. Napišete Theta ali pa Alpha ali pa celo Delta glasbo in boste našli cel kup predlogov. Lahko daste kakšno klasično glasbo ali pa ste v popolni tišini. Prednost glasbe je ta, da boste šli hitreje v neko spremenjeno stanje. V delavnicah v živo jaz pokažem različne primere glasb, ki jih jaz uporabljam in so na voljo, da jih tudi študenti uporabljajo. Na koncu začetek za tiste, ki se težko sprostite, težko umirite, imate zelo hiter notranji svet, ko tudi če bi jaz zdaj govoril nekaj zelo počasi, tega ne morete narediti, vam priporočam uporabo glasbe. In morate poiskati glasbo, ki vam ustreza. Ja? Zdaj še enkrat ponovimo, kaj je današnji dan. Današnji dan je res drugi dan tega hipnotičnega izziva. Je zelo enostaven. To meni drža, smo rekli, najdemo stol, prostor in spet sem govoril prej o lokaciji. Vedno doma uporabljajte isto lokacijo. Če se da, če imate to možnost, recimo boste rekli, dnevni se naslonim z glavo na zid, raven hrbet, raven vrat, zaprem oči in grem v to samo hipnozo. Drža smo rekli, sedimo, roke položimo na noge, eni hočejo jih imeti obrnjene kontra, ok, v redu, je drugačna energija in drugačna vibracija. Zdaj gremo preveč v detajle, ker teh drž je res veliko. Za ta izziv, ki ga imamo na voljo, je to. 5 minut negibno in še nekaj izberite lokacijo, ki veste, da ne bo nekdo prišel zdaj vas butno z vratami ali pa da bo vas premakalo to ven, da boste lahko vsaj povadili teh 5 minut ali pa tudi več, če je to malo, ker jaz porabim 15, 20, včasih 30 minut in se zgodijo tudi kakšne daljše samohipnoze, ki jih počnem. Tako da se usedemo, noge na roke, roke na noge ja, in zaprete oči in sprejmete najprej dihanje, potem usmerite pozornost na to, kar bi radi in gledate ta cilj, kar bi radi z vsemi emocijami, ki zraven pašejo. In to lahko počnete zjutraj, to lahko počnete zvečer. Priporočam isti prostor, isti stol ali pa karkoli že boste uporabili in priporočam isto glasbo nekaj časa. Zakaj isto? Zato, ker se ustvari sidro. In sidro pomeni, da ko boste enkrat zbrali, tako recimo v ostalih področjih, ko boste enkrat dobili pravo sidro in pravo kombinacijo vsega tega, boste šli tako hitro v trans, tako hitro dosegli stanje samohipnoze in tako hitro neko spremembo na sebi naredili, da boste fascinirani. Jaz v resnici dajem za hipnozo in samohipnozo, vam dajem daljinca. Daljinca za to, da lahko naredite spremembo in preboj v življenju. In zato vas vabim, vas prosim, da nekaj časa zaupate temu procesu, ki ga zdaj delamo skupaj, brez da hočete popraviti. Se bo zmeren čas, da kaj izboljšate. Vedno bo čas, da naredite neko spremembo, nek preboj in tako dalje. Ja? Zdaj, obljubil sem vam, da boste danes tudi imeli možnost, da ste nagrajeni, da ste izžrebani, da dobite mojo knjigo Hipnoza ena moč nezavednega uma. Ja, in nekomu izmed vas bomo to knjigo podarili. Vse, kar rabite, je, da greste sedaj, naredite to vajo in potem nam daste en komentar spodaj. Kako se vam zdi samohipnoza? Kako se vam zdi programiranje uma? In ta feedback je lahko super, hvala, v redu je, ali pa tudi sem zaprla oči in nisem mogla se sprostiti. Ali pa povejte iskreno, karkoli že imate in nekomu izmed vas, srečnemu nagrajencu, srečnemu izžrebancu, bomo podarili knjigo Moč nezavednega uma, Hipnoza ena. Nekomu izmed vas, ki komentirate, bomo podarili to knjigo in se splača vsak dan sodelovati v izzivu, kajti nekomu, ki bo vseh 5 dni sodeloval,
bomo podarili pametno uro. To pomeni, da boste lahko izžrebani v tistem glavnem dobitku tega našega druženja. Tako da se splača. Ja, seveda, če ste včeraj dobili knjigo, danes sodelujte tudi zaradi tega, ker boste lahko dobili glavno nagrado, vendar, če ste že včeraj dobili, bomo dali priložnost nekomu drugemu, kar pomeni, da ste lahko enkrat izžrebani. Vendar sodelujte vsak dan, kajti tudi, če ste bili izžrebani, je možnost, da boste pol dobili glavno nagrado, če ste vseh 5 dni sodelovali v tem našem izzivu. Kako sodelujete danes? Sodelujete tako, da v komentarje napišete, kako se vam zdi hipnoza, samo hipnoza. Če ste že stari mački, ko to počnete, ne rabite sploh vaje narediti, ker vaje sem dal res enostavno, temveč lahko kar komentirate. In nekaj izvedemo žrebaj. Zdaj, včeraj sem vam rekel, da ne pišete na info@mastermatikademija.com, danes ne pišemo na mail, danes komentiramo spodaj v komentarje. Teda prosim, ne pisati na mail, komentirate, knjigica je lahko vaša, Močne zavednega uma, hipnoza ena, to je zagotovo ena izmed najboljših knjig o hipnozi, ki so bile kdaj napisane, ne zato, ker sem jaz napisal, temveč toliko povratnih informacij dobivam od ljudi, ki so rekli, jaz sem prebrala dosti knjig o hipnozi, to je pa res, Aleksandar, si zadev bistvo, si zadev in povedal stvari tako praktično, tako enostavno in vsi čakajo, da bo 2, ker to je prvi del, in 3, ker 3 bo zbirka hipnoz. Tako da, kaj vas vabim je, komentirajte spodaj, se že veselim jutrišnjega dne, ko bomo šli in delali indukcije. Res hvaležen, da ste z mano, hvaležen, da ste del te čudovite skupine, mastermind družine, hvaležen sem, da ste del tega izziva. Zdaj vas pa vabim, naredite vajo, potestirajte, komentirajte in mogoče bo ta knjiga vaša. Se vidimo spet jutri na tem 5-dnevnem izzivu. A si že mislite, da je to zdaj že 3. dan izziva jutri? Teda vabljeni spet jutri, da ste z mano na istem kanalu, na istem mestu, do takrat pa naredite izziv in komentirajte spodaj, kako se vam zdi uporabna samo hipnoza, zakaj jo uporabite. Karkoli, napišite nekaj pod povratno informacijo, da vemo, da ste z nami in nekoga bomo izžrebali. Hvala lepa, se vidimo jutri.